Gospod Bogovič je naslednji na vrsti. Hvala za besedo. Tudi sam najprej iskreno čestitam gospe Breso za odlično pripravljeno poročilo, ki govori o četrti tej makroregiji, o alpski regiji. Kot je že sama dejala, je to prva regija, ki povezuje gorska območja, kar ni nepomembno. Ostale tri makrostrategije so ob rekah ali morjih. Govor je vedno pri takšnih strategijah o finančnih sredstvih, vendar pa sam sem trdno prepričan, da je v ospredju vedno nujno potrebno spostaviti sodelovanje ljudi v teh območjih. Govorimo za območja, ki so bila dolga stoletja v številnih vojnah, tudi prva, druga svetovna vojna je dobro zaznamovala ta območja in sodelovanje v teh regijah ohranja te odnose med ljudmi. Prav zanimivo je, da sedaj, ko obravnavamo to makroregijo, je na avstrijsko-italijanskem prelazu Brennerju velik govor o begunski krizi in tudi to je del pogovorov, ki morajo steči v okviru takšnih geografskih območij, kot je alpsko področje. Zato vztrajam vedno pri tem, da je takšna makrostrategija bistveno več kot zgolj govor o evropskem denarju. Ljudje v tem območju tudi znajo delati. To je eno najbogatejših območij na svetu, 80 milijonov ljudi, ki združuje tako tiste, ki živijo v oddaljenih območjih, v gorskih območjih, kot meščane Münchna, Milana, Dunaja in podobno. Zato je zelo pomembno tudi to sodelovanje, sobivanje mesta, gora, hkrati tudi priznanje ekosocialnih funkcij, ki jih upravijo takšna gorska območja za tudi ostali del Evrope. Kot vemo, iz Alp se steče obilo vode širom po Evropi in ni vseeno, kakšna voda gre iz Alp, zato je tudi eno od zelo pomembnih področij. Kar se tiče osnovnih treh pol, mislim, da so pravilno zadeta z treh stebrov. Najprej okoli gospodarske rasti in inovacije. V tem delu, kot sem že dejal, govorimo o gospodarsko živem območju, naprednem, cela vrsta inovacij in vsega je v tem območju. Ko pa govorimo o gorskih območjih, je nujno potrebno tudi vzpostaviti sodelovanje, sobivanje tako z varovanjem območja, kakor tudi z gospodarsko aktivnostjo, bodisi z turizmom, kmetijstvom, gozdarstvom ali ostalimi gospodarskimi vejami. Vkolikor ni gospodarske aktivnosti v gorskih območjih, ni poseljenosti in mislim, da je ena ključnih naših nalog, da zagotovimo tako za alpsko področje kot za ostala gorska območja po Evropi, da bodo ta območja živa, poseljena in toliko časa se bodo tudi razvijala. Mobilnost in povezljivost zagotovo že ta trda infrastruktura, kot so železnice, ki lahko spravijo s cest obilo tako tovornega prometa, kakor tudi potniškega, pa do konec koncev moderne infrastrukture, kjer se tudi delo nadaljavo preko elektronskih sredstev opravlja lahko v najvišje ležečih mestih, krajih, vekolikor so dobre povezave. Kar se tiče okolja in energije, kot sem že dejal, je to območje soočeno z zelo velikimi vplivi podnebnih sprememb. Vidimo, kako se meje ledenikov višajo v gore, kako v različnih toplejših zimah brez snega kar naenkrat energija, hidroenergija, kjer je ogromno teh rek, ki stekajo se iz Alp, tudi izkoriščenih za njen vodni potencial za proizvodnjo električne energije, se kar naenkrat spremenijo režimi vode. Po drugi strani pa seveda sodobni obnovljivi viri, kot so veter, energija, ki omogoča to razpršeno energetsko oskrbo v teh območjih, pa vse do priložnosti, ki jih tudi kmetijski in gozdarski sektor ponujata na tem področju obnovljivih virov. 25. in 26. januarja je bil začetek te strategije na Brdu pri Kranju v Sloveniji, ki v prvem letu predseduje tej skupini in moram reči, da sem bil prav vesel, ko sem videl 400 udeležencev, tudi sam sem prisostvoval iz mnogih pokrajin, regij iz tega področja in ustanovljena je tudi že ta upravljavska struktura. Mislim, da se ravno danes sestanejo prvi odbori tu v Bruslu in verjamem, da bo ta strategija in to področje zelo živo delovalo. Konec koncev je pa februar je bilo že
20 let, odkar je bila sprijeta Alpska konvencija, konvencija o varovanju Alp, v tem območju sicer v malce ožjem obsegu poteka že zadnjih 20 let, tako da sem trdno prepričan, da bo ta strategija in upravljanje te strategije zelo uspešno in zagotovo se bodo pogovarjali še o marsičem drugem kot o samo evropskem denarju, ki pa je zagotovo tudi velikokrat preko različnih skupnih projektov lažje dosegljiv, vekolikor se ljudje dogovorijo in imajo skupne načrte. Thank you very much. Najlepša hvala. Če nihče več ne želi besede, potem bom dala besedo predstavnici Evropske komisije. Thank you, Mr. Chairman. Hvala lepa. Gospa